Spoštovani zadružnice in zadružniki, spoštovani gostitelj, predsednik Zadružne zveze, gospod Peter Vrisk, spoštovani gospod predsednik vlade, dr. Miro Cerar, spoštovani magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spoštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice in državni svetnik, gospod Cvetko Zupančič, spoštovani poslanke in poslanci državnega zbora, spoštovani državni svetniki, spoštovani visoki gostje državnih inštitucij in pa seveda visoki gostje iz Slovenije in tujine, predvsem pa spoštovane drage kmetice in kmetje. Dovolite mi, da v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta, pozdravim letošnji 44. posvet slovenskih zadružnikov. Prav tako pa sem vesel, da vas lahko pozdravim tudi v svojem imenu, saj že 5. leto aktivno sodelujem na vašem zadružnem srečanju in ta srečanja me res vsakič napolnijo z novo energijo in upanjem v zdrav slovenski duh ter slovensko trdnost, pridnost in uspešnost. In ker seveda, kot najbrž veste, je nekako mandat Državnega sveta 5 let, to pomeni, da sem danes morda celo zadnjič z vami in sem ponosen, da sem lahko vsaj 5krat bil tukaj z vami in da sem seveda lahko z vami delil misli in ideje. Seveda, kaj bo prinesel naslednji dan, naslednje leto, bomo še videli. Državni svet je seveda del slovenskega parlamentarnega ustroja, zastopnik civilne družbe, ki skozi delovanje interesnih skupin uveljavlja svoje poglede, želje in hotenja v zakonodajnem procesu. Glas slovenskega zadružništva in s tem tudi kmetijstva je v državnem svetu neposredno zastopan, zato smo državni svetniki tako rekoč iz prve roke seznanjeni z aktualnimi razmerami na področju zadružništva in tudi kmetijstva. Upravičeno lahko zatrdimo, da so sodobni zadružni model doprinaša k gospodarski stabilnosti države. Če je bilo povezovanje kmetov pred 145 leti nujnost, je stanovsko povezovanje in organiziranje danes več kot nujno zaradi neusmiljenih pritiskov globalizacije. Pridelovanje hrane postaja ena od kritičnih točk globalnega gospodarstva, zato je lokalno obarvano kmetijstvo branik prehranske varnosti državljanov in poseljenosti podeželja. Zadružna zveza kot stanovsko združenje ima pri usmerjanju kmetijske politike veliko vlogo. Z organiziranim delovanjem ima možnost vplivati in usmerjati določene nove ideje in je pomemben sogovornik pri vseh odločitvah, ki zadevajo področje kmetijstva in gozdarstva. Brez zadružne zveze bi bili kmetje bistveno manj povezani in zato bistveno šibkejši. Moč Zadružne zveze Slovenije se kaže tudi v drugem domu našega parlamenta. Številni zakoni, ki zadevajo področje kmetijstva in gozdarstva, so v državnem svetu dopolnjeni s pripombami, ki prihajajo iz vrst zadružnih in kmetijsko-gozdarskih združenj. Omenim naj, da smo lani v državnem svetu veliko pozornost namenili zlasti spremembam zakonodaje na področju gospodarjenja z gozdovi, spremembami in dopolnitvami zakona o kmetijskih zemljiščih in spremembam zakonodaje na področju katastrskega dohodka. Prav tako smo pozornost namenili ukrepom za odpravo posledic pozebe in snega. Skupaj z Zadružno zvezo pa smo pripravili odmeven posvet o razmerah na trgu mleka in oblikovali konkretne predloge za reševanje mlečne krize, ki smo jih poslali ustreznim inštitucijam. Proizvodnja kravjega mleka je pomembna usmeritev slovenskega kmetijstva, zato je stanje na trgu mleka za naše kmetijstvo velikega pomena in lahko odloča o obstanku marsikatere slovenske kmetije
ampak kot smo danes slišali prej tam, ker je minister nam obrazložil, je trenutno stanje boljše. Prav tako je Državni svet obravnaval predlog zakonodaje, ki zadeva varstvo gozdov ter učinkovitejše izvajanje ukrepov v primeru namnožitve škodljivcev in bolezni na gozdnem drevju. Na to temo smo na pristojne naslovili tudi vprašanje glede strategije Zavoda za gozdove Slovenije, ko gre za reševanje problematike podlubnikov. Omenjem naj še, da smo na pristojne organe naslovili vprašanje o možnosti uvedbe plačljive dovolilnice za nabiranje plodov, gob, rastlin v gozdovih, posebno pozornost pa smo namenili tudi problemu divjadi in zveri ter škodi, ki jo povzročajo kmetijstvu. Ob tej priložnosti naj kot predsednik Državnega sveta posebej izpostavim in pohvalim zelo angažirano delo predsednika Zadružne zveze gospoda Petra Vriska in predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice gospoda Cvetka Zupavničiča v Državnem svetu. Oba kot državna svetnika zelo zavzeto delujeta v korist slovenskega kmetijstva in zadružništva. Trudita se za boljšo zakonodajo, za zakonodajo, ki bi bila naklonjena razvoju zadružništva in kmetijstva tudi prihodnje. Spoštovane zadružnice in zadružniki, cenjeni gostje. Veseli me, da je Zadružna zveza v 145 letih kontinuirano, počasi, a zanesljivo krepila svoj gospodarski in finančni položaj in ga v obdobju samostojnosti Slovenije razširila z Deželno banko Slovenije. Prav tako ste zadružniki razumeli pomen prehranske samooskrbe in postali odgovorni lastnik Semenarne Ljubljana z več kot 100-letno tradicijo. Naj torej ob tej priložnosti čestitam Zadružni zvezi Slovenije in njenemu vodstvu na čelu s predsednikom gospodom Petrom Vriskom za dobro opravljeno delo in vsem skupaj zaželim, da bi 44. zadružno srečanje uresničilo pričakovanja ter pokazalo nove poti, nove priložnosti in nove možnosti zadružnega delovanja. Srečno in uspešno tudi v naslednjem obdobju. Hvala.